Evo, danes sem na poti na Hrušico ugotovil to, da če si samo pripreš voznikova vrata v Tesli, jih med vožnjo ne moreš odpreti in popraviti. Sem pa danes tukaj na Gorenjskem zato, da z izposojenimi stožci simuliramo progo, naredimo kak klip in predstavimo publiki, kaj se bo sploh dogajalo na Drift Climbu Hrušica. Na Drift Climbu bojo približno do 7 boksi, torej tukaj do Jase, kjer bo obiskovalce tudi pričakal šotor, par sponzorskih šotorov in razstavljenih objektov. Tukaj, med tem pa naslednjim stožcem, bo pa že cona za segrevanje gum. Smo na štartu Drift Climb Hrušica eventa. Ta levi avto bo tisti, ki bo vodil par v ovinek. Tukaj pričakujemo Red Bullov log, ker je tudi Red Bull stopil zraven v pomoč eventa. Za vse gledalce bo pa urejena pot, ki bo vodila iz Jase za daljnovodom, zaščitena bo pa tudi z ograjo in se boste lahko tukaj skozi gozd, po katerem bo urejena pot, sprehodili na progo. V glavnem, pred prvim ovinkom se začne cona, v kateri mora začeti driftati. Po angleško je to initiation zone. Najhitreje se pričakuje od avtov, da so počez pri ta prvem količku, lahko so tudi prej, če jim tako paše, ampak ni pa potrebe. Ta drugi količek, pri katerem je zdaj Žvan, pa je zadnja točka, pri kateri morajo avti že driftati. Pričakujemo, da bo ta vodilni in sledilni avto v dobrem proximitiju in na zunanjem robu proge. Sodniki bojo od voznikov pričakovali, da se kolikor se da hitro zaženejo proti coni vstopa. Sledi prvi klip. Prvi klip je notranji klip, to pomeni, da bo cilj voznikov, da se ga praktično dotaknejo z sprednjima odbijačama. Od voznikov se pa še naprej pričakuje, da sta v dobrem proximitiju, torej blizu drug drugega, nosita kolikor kota lahko in hkrati dovolj hitrosti, da povežeta naslednji ovinek. Z Anžetom smo na prvem sodniškem mestu. Ko bojo ta drevesa očiščena, bo pregled vse od štarta do prvega notranjega klipa, pa do prvega touch and goa, ki je v bistvu zunanji clipping point. Z razlogom imamo tudi od Anžeta M3 danes tukaj. Prvi razlog je ta, da je prišel sem pogledati sodniške pozicije in progo, ker bo tudi on sodnik. Poleg mojega Lexusa bo tudi njegov M3 služil kot drift taxi na ta dan. Ja, to bo nekaj posebnega za izkusiti. Tako da bo v bistvu tudi sam kot sodnik izkusil to progo, vedel, kje so tiste zahtevne točke, kaj in točno vedel s tem, kaj zahtevati od voznika. Tako je, najlažje bom rekel soditi iz lastnih izkušenj, kako se pripelješ po progi in hkrati potem tudi vidiš, kako se lahko avto obnaša v določeni situaciji. Od touch and goa bojo vozniki podriftali do prve zunanje cone. Na tem hribu je precej dobra pozicija za gledalce, saj so nad cesto, na varnem, pa tudi imajo dober pogled na dogajanje na progi. Začetek prve cone je točka, ki jo vidita sodnik iz prvega sodniškega mesta, pa tudi sodnik iz drugega sodniškega mesta. Tukaj se od voznikov pričakuje, da bojo koliko se da blizu ograji, brez da bi se zaleteli v njo in da v tandem vožnjah ohranjajo dober proximity, kot je prikazan s parkiranima avtoma na tem ovinku. Linija od touch and goa do zunanje cone je prosta, se pa pričakuje, da bodo vozniki nosili koliko se da hitrosti in čim večji kotni pospešek na transition. Tukaj bodo drevesa in ta luknja zaščitena z betonskimi zidovi, da bi preprečili izlet avta v ta drevesa in pa v luknjo. Bližamo se koncu prve zunanje cone, ki označuje ta stebriček. Od prve do druge zunanje cone imajo vozniki prosto linijo, druga zunanja cona je pa tisti del proge, kjer mora voznik driftati čim bližje roba ceste. Anže stoji na drugi sodniški poziciji, tako da bojo sodniki imeli odličen pogled na to drugo zunanjo cono, ki je ena izmed ključnih elementov te proge, ker zahteva od voznikov, da so zunaj na cesti in to jih da avtomatsko na idealno drift linijo in jih nastavi za naslednji inner clip. Medtem ko bojo sodniki blizu proge, zato da bojo imeli zelo dober pogled nad dogajanjem, bo pa publika potisnjena enih 10 metrov nazaj. To pa zato, da bi preprečili potencialne incidente, da bi tu kdo dol padel ali pa da bi kdo fasal kak kos zemlje ali vejo, ki jo mogoče vrže kjer avto ven, če bo kdo preteral to zunanjo cono.
Med drugim pa tudi treba povedati to, da bomo razredčili to podrast oziroma ta mala drevesca, zato da bo lahko vsak gledalec imel dober pogled na progo iz tega griča, pa tudi lokacijo za jurčka, za vse žejne in lačne bomo našli za temi skalami. Smo čez polovico proge, od druge zunanje cone in drugega sodniškega mesta se proga nadaljuje proti Inner Klipu. Ta notranji klip je že pod zadnjim in tretjim sodniškim mestom, na katerem je trenutno Peter tam zgore. Tako da ta del proge si v bistvu s pogledom delita drugo sodniško mesto in tretje sodniško mesto. Naloga voznikov pa je, da ko zapustijo drugo zunanjo cono, naredijo čim prej transition in ulovijo ta notranji klip, brez da bi se zaleteli v te skale oziroma hrib. Nato pa sledi transition desno in v hairpin, ki je pa zadnji ovinek na tej progi. Z Anžetom smo na drugi sodniški poziciji. Na dan eventa teh malih dreves ne bo več, zato da bodo imeli sodniki boljši pregled. Potem, ko se gospod prebija po cesti navzgor, bo pa Anže povedal, kaj bo kot sodnik pričakoval od voznikov na tem delu proge. Na drugi sodniški točki bomo pričakovali, da izza ovinka pridete kar se da čim bolj skupaj. V tranziciji, v outer zone, tudi bom rekel, s tako vožnjo nadaljujeta. Zdaj pa gremo še malo više pogledati. Na dan dogodka bodo te podrasti odstranjene, tako da pričakujemo, da bo ta hrib postal neka tribuna. Hkrati pa pričakujemo od vse publike, da smeti in vse, kar pade z vas, poberete in jih vržete v za to primerne vreče, ki bodo po celem prizorišču nastavljene, zato da ne rabimo potem mi pucati čisto vsakega listka in kozarca za vami. Drevesa že zelenijo, to listje bo nekoliko oviralo pogled na progo, ampak ker večine te podrasti ne bo več, boste od tukaj lahko imeli zelo dober pogled na progo. Hkrati boste pa videli avte zgore, ko bodo že obračali in se pripravljali na spust v dolino. Po notranjem klipu in transitionu med ovinki avti zginejo iz vidnega polja drugega sodniškega mesta in so v dobrem vidnem polju tretjega sodniškega mesta. S tem so avti na poti v zadnjo zunanjo cono, ki se bo začela pri tistem količku tam. Od voznikov se bo po transitionu pričakovalo, da bodo blizu desne ograje. To je zato, da bodo lahko nosili dovolj hitrosti v zadnjo cono. Transition ob ograji je zadnji transition te proge, zato ker se tukaj ob ograji začne zadnja zunanja cona. Ta zunanja cona je najdaljša cona na progi, ker bo segla vse od začetka tukaj, po celem radiju ovinka do zaključka tam. Kmalu za zaključkom cone, za tema dvema skalama, je pa tudi cilj. Ta del proge je odlično pregleden iz zadnje in tretje sodniške pozicije tam zgore. Tukaj bo pa za zaščito publike in označbo proge postavljen betonski zid po približnem radiju, kjer se ta asfalt previsi iz tega gradienta nazaj. Tukaj se bo od voznikov pričakovalo, da bodo po zunanji coni čisto ob betonu. Zadnja sodniška pozicija je tam zgore. Za vse željne plezanja je tudi dosti prostora na hribu za žvanom. Na tretjem sodniškem mestu pričakujemo, da vodilni avto vozi kvalifikacijsko linijo, hkrati pa tudi omogoča sledečemu vozilu, da ga lahko z lahkoto sledi in bom rekel, se potem približujete v tretji outer zone, kjer je pa tudi zaključevalni ovink. S tem pa tudi se zaključuje potem ta naša proga. Cilj proge bo med to skalo in robom ceste, tako da tukaj se driftanje zaključi. Vozniki bodo čez cilj nehali driftati. Od vodilnega voznika se pričakuje, da ostane na gasu in zravna drift v vožnjo ravno, da da dovolj prostora sledilnemu, da slučajno sledilnega ne bi zasukalo oziroma da ne bi bil zadušen v driftu, pa bi slučajno končal kje na tej bankini. Tu je dovolj širine, zato da oba voznika varno zaključita. Vozniki imajo na to nekaj metrov in dva ovinka za ohladiti avte in se počasi zvrstijo v vrsti do sem, kjer čakajo na znak štarterja in rumeno zastavo na progi, da se vrnejo v dolino. V glavnem na tej fugi je pa obvezno za vse voznike, da ne drsijo več in ne tišijo več gasa. Tu dalje je mirna cona, kjer bodo ostali drifterji že čakali na vrnitev v dolino, pa tudi publika se bo lahko delno mešala za avti. V glavnem vse, kar je dalje od te fuge,
je tempo hoje, nič hitreje, ker bo publika zelo blizu avtov in nočemo, da se kdorkoli poškoduje. Nujno je to, da vozniki tu vozite počasi, saj bo publika prihajala čez hrib sem, gledati, kako avti obračajo, pa tudi prehajala nad 3. sodniško mesto po tem kolovozu gor. Evo, tukaj se začne čakalna vrsta, v kateri vozniki počakajo na vrnitev v bokse. Po vsaki vožnji bomo voznike tukaj ustavljali, da se jih nekaj nabere, nato se pa vse skupaj pod rumeno zastavo spusti nazaj v bokse samo na znak štarterja. Torej v dolino se je pa nujno vračati počasi, brez kakršnega koli driftanja. Tudi turiranje avto ni preveč zaželjeno zaradi organizacije in komunikacije, ki takrat poteka med delavci ob cesti. Boksi se bojo končali približno tam, kjer stoji Tesla. Cona za segrevanje gum pa se začne med tema dvema količkoma in strogo zaključi med tema dvema. Vozniki lahko tu delate v bistvu karkoli, brez da bi rili po pesku pa podrli preveč ograje. Vso publiko pa naprošamo, da se držite ven iz tega jarka, tu bo napeljan tudi trak, v primeru, če kdo od voznikov vseeno zapelje na pesek. Kljub temu, da se od njih pričakuje, da bodo sposobni v tej razdalji narediti kakšno osmico ali dve in s tem segreti sprednje in zadnje gume. Po segrevanju se voznik postavi v vrsto, tam, kjer je od Petra avto, tam je prostora za 3 pare vozil. In ti 3 pari vozil bodo čakali na štart na progi. Pazi voiceover, tu je kratek onboard iz lanskega hill climba. Na tej lokaciji za letošnji drift climb dogodek lahko pričakujete kar nekaj sprememb na samem prizorišču dogodka in tudi publika bo potisnjena nekoliko dlje stran od proge, saj je driftanje bolj wheel-to-wheel racing, kjer je tudi šansa, da se avti zaletijo med sabo. Pred eventom lahko pričakujete še en video, ki bo služil kot update priprave prizorišča na event in se bo še kako informacijo za voznike in publiko. Ta čas pa lahko vsa vprašanja, ki jih imate glede tega dogodka, postavite tukaj v YouTube komentarje ali pa na event na Facebooku. Link do eventa najdete v opisu videa, prav tako pa link do prijav za voznike. Prijave za voznike zbiramo do 15.5. Tako da vsi tisti, ki bi si želeli voziti na tem dogodku, ne zamuditi tega datuma, to je zadnji datum za prijave na ta dogodek. To je bilo za danes vse iz moje strani. Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo na Drift Climbu Hrušica.